Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta. Moram povedati, da sem osebno zelo ponosna nase, da sem tako dolgo vztrajala. Hkrati pa je Fajn podcast postalo mesto res lepih, inspirativnih zgodb Slovenk in Slovencev, ki sledijo svojemu srcu in delajo to, kar jih veseli in so pri tem tudi uspešni in na tak način inspirirajo tudi nas vse druge. In z mano je danes Andrej Šifrer. Pozdravljen. Živjo, lep pozdrav, hvala za čas in slavo. Ja, glej, če je kdo Majo, imaš pa ti, ne, vsekakor po vsem tem svojem ustvarjalnem življenju in tudi zasebnosti, zdaj že lani prešel 70. obletnico, baje so bile žurke in čage, se pravi, življenje je še napolno v tebi. Jaz sem tudi bila na eni od tvojih razstav, o tem bova tudi povedala malo kasneje, ampak jaz bi te za začetek vprašala, Andrej, ali ti v sebi čutiš to veličino te legendarnosti, ki si jo ti ustvaril skozi življenje za ljudi? Ne. Ker, poglej, jaz mislim, da ljudje, ki so v drugih poklicih, kot so zdravniki, kot so recimo nekje, ki delajo v Afriki za lačne ljudi, za katere nikoli ne slišiš. Ljudje, ki delajo res pomembne stvari, da se ta zemlja sploh nekako naprej vrti, za ljudi, ki nosijo mir, za peacemakerje, za tiste, ki hočejo velike stvari narediti, delajo bistveno bolj legendarne in pomembne stvari, kot Andrej Šifrer, ki je napisal 180 pesmic. Ja, no, ampak vseeno se mi pa zdi, veš, da včasih mogoče se strinjam s tabo, ampak včasih se mi zdi, da pa ravno ta pogled, da je kultura samo nekaj za zraven ali pa kultura, rečemo temu zabavna kultura, se pravi ta zabavna glasba, zabavne knjige, na koncu tudi stand-up komedija, recimo, ki je ne uvrščamo pod tisti strogi visoki teater, je pa tudi zelo pomembna stvar, ne, ki mogoče je pa tudi včasih malo zapostavljena, ko je treba priznati njeno vrednost. Ja, vem, kam tvoj pes Taco moli. Res je govoriva o popularni kulturi. Ja, zdaj takole je. Jaz bi šel spet nazaj na malo iz širšega okna bi to pogledal. Na koncu je res tako, da je vsak za nekaj, ne? Tako kot je na prsti na telesu upravljajo eno delo, oko pa drugo, ne? Ne morata zdaj zamenjati te vlogi. In tudi jaz mislim, da smo ljudje, da imamo pač na tem svetu poslanstva za različne stvari. In veš, jaz ne glede na to, da sem pač diplomiral pravo, še vedno mislim, da poklic ni tisto, za kar se izobraziš, ampak poklic je tisto, za kar si poklican. In ne glede na izobrazbo, pač mene kličejo že 45 let, čist eni drugi zvoki in eni drugi glasovi in verjetno ne bi bilo prav in pošteno do tega, kakor sem jaz genetsko zvezan, da bi počel nekaj, v čemer bi bil nesrečen. Jaz sem pa izjemno zadovoljen, srečen in pomirjen, da šale so kratke zgodbe, ne? In to so zgodbe, ki te nasmejijo in seveda zato je zaželeno, da je šala čim krajša. Daljša kot je šala, mora biti pa punchline toliko boljši. To jaz ljubim. Zgodbe ljubim že od začetka. No? Tako da, in prišel sem v pravem trenutku, ko so se na zahodni obali Amerike pojavili pesniki, poeti, ki so bili tudi glasbeniki, ki so svojo poezijo peli. To so bili James Taylor, Joni Mitchell, to je ženska, kanadska Joni Mitchell, ikona pesništva v glasbi, moj Jackson Brown, potem Crosby, Stills, Nash & Young,
ljudje, Carole King, zelo pomembna, ljudje, ki so bili najprej pesniki, da so imeli kaj povedati, in to so znali tudi uglasbiti, in glej ga zlomka tudi zapeti. In to je bilo narejeno za me. Očitno je moj genski zapis prinesel to s seboj, kajti moja dva strica sta bila slavista in v očetovi družini, to se pravi njegova brata, in moj stari oče je bil pa organist v cerkvi v Žabnici 60 let, samouk. To se pravi, da sem od družine Boncenov, ko se reče po domače, to so šifreri, sem prinesel z ene strani muziko po starem očetu, kaj vse je prinesla mama, moja Pavla, Rakovčanka, to se pravi Notranjka, kaj je ona prinesla, to se pravi, da sem nekako po mami podedoval postavo, bi človek rekel, višino, in pa tudi njeno izjemno zanimanje za besede. Ona si je strigla iz časopisov pomembne izjave in jih lepila na štoke, na podboje. Tako da, kadar si šel mem, si pogledal, kaj njej veliko pomeni. Imela je zvezek, kamor je zapisovala lepe stavke, modrosti. To je bila moja Pavla, je to znala. In recimo, če nič drugega, vedno rečem, dajte otroke opozoriti na lepe stvari, ki jih vidite, ki jih slišite. Namreč enkrat je bila neka oddaja, takrat, če nismo imeli televizije, smo se zbrali pri radiju in je bil nek kviz in nekdo je predstavljal Tržič in ga je predstavil kot plaho jerebico, ki se je skrila pred jastrebom. In seveda, Andrej tega ne bi slišal, če ne bi Pavla rekla: Andreja, si slišal, kako je to lepa prispodoba, da se je Tržič skril kot plaha jerebica. Andrej je to pozabil, vendar njegovi mali možgani pa niso. Kajti 20 let kasneje je pisal, prevajal pesem Gorska roža, hiše razpršene kot jata plahih jerebic. To se pravi, splača se otroke opozoriti na lepe stvari. To je v bistvu zelo pomembna stvar, ki si jo zdaj omenil. Kaj pa je recimo še pomembno, da predamo, da v bistvu greva na to, ker ti imaš 6 vnukov in 3 otroke in me zanima, kaj je še pomembno, da predamo, veš, kot ljudje, ki smo dali nekaj skozi, naprimer ti si res imaš za sabo že veliko zgodbo, in kaj je tisto najpomembnejše, kar se morajo mladi naučiti? Otroke naučiti ne v tla gledati, ampak glej človeka v oči, mu daj roko in stisni njegovo roko. Ko pride človek na vrata, dober dan, ker vstopite noter, kaj boš spil? To so osnovne stvari, kako komunicirati z ljudmi, ki pridejo. To je osnovna stvar. Druga, po kosilu smo se naučili, ko smo se vselili v hišo, smo se naučili, da se ne odide brez besede, ampak po kosilu smo sedeli in se pogovarjali. Bilo je zelo težko se naučiti, ker mene nič ne zanima, meni je vse. In sem mogel prvi sam pripraviti teme, da bi jih navdušil. Potem je pa prišlo tudi do tega, da sta sama začela s temami in da sta sama. Tako, da smo se učili pogovarjati, ker mislim, da se ne znamo pogovarjati, da smo mutasti. In lahko rečem, da so moji otroci izjemno znajo predstaviti stvari, da so naredili vsak na svojem področju izjemne kariere, kjer nisem jaz naredil za njih nič, kajti so samostojne osebnosti, ki so vrhunski v svojem poslu. To je prav lepo slišati, v bistvu, da oče
končno en oče se tako pohvali in tako pohvali svoje otroke in pri tem, tako kot si rekel ti, v bistvu tudi poudari to dejstvo, da vsak je svoje sreče na koncu kovač, vsak mora svojo zgodbo ustvariti sam. Je pa fajn, če imaš starše, ki te skušajo naučiti, tako kot si rekel, opazovati zunanji svet in v bistvu verjeti in zaupati potem vseeno sebi, ne? Točno tako. Kar zadeva otroke, so očitno ratali. Verjetno je tle mogla imeti mamica zraven dosti. No, ampak ko tako pogledamo v bistvu tudi tvojo kariero, tvoje dosežke, vse, kaj si ti v bistvu svetu dal s svojimi skladbami, zgleda tako, kot človek na hitro pogleda, pa tudi recimo, če ne bi bila na tej tvoji razstavi, ne, ki si jo naredil, se mi zdi, da bi cel čas mislila, da tebi je pa res šlo čisto enostavno skozi življenje. Pač tam si malo pisal pesmi, bile so ful dobre, vsem si kar ratov. In me zdaj zanima, kdaj ti je bilo pa najtežje ali pa težko v življenju, da se zdaj takoj spomniš, to je bil pa res težki moment in kak si šel čez? Težko se je bilo ločiti. Ker je to ni samo ločitev od nekoga, s katerim ugotoviš, da sta prišla do konca poti. Tukaj je bistveno več stvari. Najprej so tukaj otroci in otrokom razložiti te stvari in potem seveda tukaj so neke lastnine skupne in to nihče nikoli ni zadovoljen. Ampak to je nekaj, kar je pa tudi prineslo mi na koncu neko svobodo in neodvisnost in še vedno mislim, da sem se prav odločil, da sem navajen na tak življenje. Jaz sem lahko sam, tako hočem reči. Jaz znam biti tudi sam in nikoli mi z menoj ni dolg čas. Je bilo težko se ločiti od mame in očeta, recimo, ker smo se dobro razumeli, ampak jaz sem to reševal in z otroci in z starši, da sem napisal pesem. Ne? Jaz sem pisal pesmi. Meni je, bom rekel, pisanje pesmi neke vrste ranocelništvo. Recimo tudi, ko oče ni maral moje muzike, sem mu napisal pesem. Napisal sem pesmico, zaigral sem jo očetu, da bi mi jo ocenil, nasmehnil se je. Čudne pesmi pišeš, sin, kdo te bo poslušal, le, ker moj oče nikdar razumeti noče, da se svet postaral je za dobrih 40 let od takrat, ko je moj oče bil še mlad. Skratka, to sem rešil na ta način. Potem seveda mami sem posvetil pesem Umazanci, ker mama je bila izjemno čista ženska in seveda jaz pa mlad usrane, pa če je sonce sijalo cel dan, domov sem hodil do vratu usran, na dvorišču smo se igrali, največje luže poiskali, pri nas doma pa je tako čisto. Umivajo naj se samo umazanci, o mama, naj te nič ne skrbi, ne. O mama Pavla, naj te nič ne skrbi. Ampak skratka, potem z Martinom smo po svoje rešili, Eva ima svojo pesem. V resnici ima najboljšo pesem Kora, ki pa ni otroška pesem, zato je tudi najmanj znana, Kora, ptica iz nebes. Ampak to je verjetno moj najboljši posnetek, ker sem skupaj to posnel z genialnim Kennyjem Logginsom v Ameriki. In to je verjetno eden mojih največjih dosežkov. Ampak jaz se zelo malo stvari spomnim, ki bi bile slabe za mene. Ker jaz sem imel izjemno srečo v življenju in veliko lepega in srečnega in neverjetno število lepih naključij, tako da veš, jaz ne igram iger na srečo, ker ne bi bilo fair. Jaz imam že toliko sreče, da ne bi bilo fair do drugih. Sej to, ne, tako kot tudi deluje, pa vendar ti si v enem trenutku, jaz mislim, da delno recept tvojega uspeha je po mojem tudi ravno to, da ti v svoje pesmi daješ svoje življenje
svoje zgodbe, tako kot rečeš, svoje razmišljanje, zelo so direktne, skozi to so tudi zelo ljudske, zelo ljudje si jih hitro lahko vzamejo za svoje, veliko jih je ponarodelih. Ampak ti si zaradi tega v enem trenutku imel 70 do 90 nastopov na mesec in tudi imaš nek rekord 7 nastopov na 2 po 20 meseca, urah. to je v 2 mesecih je bilo to. Tako. No, Ampak to so ti rekordi iz tistega časa. Ja. to so nečloveški rekordi. To so, ne, Kako si to preživel? Nihče ni tega počel. In zato sem šel v to. Namreč v Velenju je bil en Rajko Đorđević in on je imel svojo firmo Veleton in kasneje je to preraslo v velenjsko televizijo, ki še zdaj obstaja, VTV. In ta fant je bil izjemno posloven in on je vse gasilske domove, vse zadružne domove, to je se zmenil in to smo šli. 2 fanta za ozvočenje, pok pa smo. In takrat še ni bilo izraza izgorelost. Takrat smo temu rekli, da si zmatran ali pa stujko, da si zjeben. Ja. In potem jaz nekaj časa nisem mogel več ne špilati. Meni so se ljudje uprli in sem mislil, da sem se jaz tudi njim. Nekaj časa sem mogel počakati, da sem se ujel, da sem se dohitil. Zato 7 let nisem snemal. Jaz sem plošče tako izdajal. Govorimo o velikih ploščah. Prva plošča Moj Žulj je šla 1978, ko sem bil pri vojakih, naslednja 79, potem 81, dvojna plošča Ideje spodleje, potem Nove pravljice za otroke in upokojence 83, potem pa 7 let nič, ni šlo. Potem sem pa tam 88, 89 spet začel kitaro voziti v avtu in spet so se pojavljale rime in prva od teh pesmi, ki mi je prišla v uho in je bila Šum na srcu. In potem sem si pač zmislil 6-7 komadov in sem jih šel posnet v Nashville, v Ameriko, v srce country glasbe. In tudi danes zvečer imam s country bandom nastop, tako da country je del moje zapuščine. No in tam sem posnel pa potem Hiti počasi in se je pa spet kar naenkrat, ko je prišel Šum na srcu, Umrla je država, Uspavanka za Evo, Umivajo naj se samo umazanci. Ker so te pesmi prišle ven, se je začel spet znova. Vendar sem bil 10 let starejši in naučil sem se reči eno zelo pomembno besedo. Ne, to je pa preveč. Počasi. Ne morem zdaj, če vas bo še zanimalo, čez pol leta, čez 1 leto. Tako, reči, izgovoriti, povedati besedo ne, nežaljivo, z nasmehom na ustnicah, res sem preveč zaseden. Če lahko se počaka, prosim, če pa ne, pa zdaj ne morem. Marsikdo se mora naučiti skozi življenje, včasih res zelo na hard way, kot rečemo, ne? Zato, ker se nam zdi, da je v naši družbi veliko tega nekega prepričanja, že iz otroštva ven, da moraš ugajati, da moraš biti vsem na voljo, ker drugače ne boš sprejet. Ne? In zdaj me zanima še za konec, Andrej, zato ker se nama čas izteka. Mislim, da si edini ali pa celo prvi, ki si je zamislil narediti razstavo svojega življenja in v poklon sebi, v bistvu, dokler si še živeč. In pač naj to ne zveni za čudno, ampak res meni je to najboljše, kar sem kdaj doživela, da se ne spominjamo nekih legendarnih glasbenikov, potem, ko jih več ni, ampak da narediš to zdaj, ko si še tu. In seveda bo še dolgo z nami, ampak hočem povedati pač, da si ti tam in ti pripoveduješ svojo zgodbo. To je bilo meni ena res najbolj izjemnih idej. In me zanima, ob tem, ko si pač to izvedel in so ljudje prišli te poslušati,
kako bi ti pač zaključil celotno to zgodbo, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno v življenju za človeka, poleg tega seveda, da rečeš ne, takrat, ko čutiš, da ne moreš preko sebe. Kaj je še tisto, kar bi ti predal recimo ljudem danes, da je pa pač tvoja zgodba te naučila kot najpomembnejšega? Greva te prvo k razstavi. Razstava ni bila moja ideja, ampak to se je zamislil kranjski župan, ki je hotel, da proslavim 70-letnico v Kranju, prav ti si Kranjčan. V Kranju je v enem mesecu prišlo to razstavo pogledati 1850 ljudi. In seveda, jaz sem pa tam in to zgodbo, ki visi na 6 stenah, še nekako ji dam tretjo dimenzijo in razlagam o mojem otroštvu, o očetu in materi, razlagam o tem, kako so pesmi nastajale, razlagam, kako sem v tujini se srečeval z mega velikimi zvezdami in se z njimi počutil enakega. Veš, ne moreš celega življenja obesti na 6 sten, ampak lahko pa po določenih segmentih. In mislim oziroma zgleda, da nam je to uspelo. In zato se mi zdi, da je ta razstava pa meni dala nekaj drugega. Ljudje prihajajo s svojimi zgodbami, kaj se je njim zgodilo ob moji muziki, ob mojih špilih. Ob takrat, ko smo se srečali pred 40 leti, pred 30 leti, pred 20, 25, pri nas si igral na tej šoli, na moji poroki si igral, tle si igral. Takrat smo se dobili tam, a se spomniš? Jaz se nič ne spomnim, je bilo preveč stvari, ampak zgodba, ki pa ostane, no, je pa, ko sem bil star 10 let, pred 60 leti, sem bil v 3. razredu osnovne šole in dobili smo učiteljico iz učiteljišča, je prišla na prakso Majda. In ta Majda je bila en mesec pri nas in nas je učila otroke in na koncu sem ji jaz napisal pesmico in ji tudi izročil z mojo nerodno pisavo iz 3. šolčka. Zdaj počitnice so se končale, zimske, ne? V klopeh so spet zaspane glave, 1, 2, 3 in 5 so v redovalnici naše nove tovarišice. To sem ji dal in ženske nikoli več v življenju nisem videl. Ko pa sem bil v muzeju en četrtek, je prišla noter neka gospa, priletna, 80+, pomagala si je z eno palco, in v drugi roki je imela pa nek list papirja in je rekla, tole sem pa čakala celo življenje. In mi je nazaj mi prinesla tisto pesmico, napisano s to okorno pisavo in je rekla, Andrej, mislim, da je prav, da imaš to ti. Po 60 letih. Prav spremljala sem te skozi, ko si se začel pojavljati, ko si bil na naslovnicah, ko si postal to, kar si postal, ko naenkrat je cela Slovenija vedela zate. Prav, in veš kaj, rekla sem, meni je pa napisal prvo pesem. No, zato se je pa ta razstava ima en čist globji pomen. To recimo, da je bila taka zgodba, da jo rad povem, teh zgodb podobnih, toliko dobrih ne, ampak sem pa slišal še zelo veliko. No. Tako da ta razstava ima svoj smisel. Za sporočilo za konec, pa pravzaprav, ne vem, če bom zelo originalen, ampak jaz sem poskušal biti pošten do sebe in pisati stvari, ki so bile meni všeč. Ne to, da bo karkoli drugemu všeč. Najprej mora biti všeč meni. In tudi moje najbolj znane pesmi meni niso najbolj všeč. Mnoge tiste, ki jih večina ne pozna, so tiste, ki so meni ljubše, ki nikoli niso prestopile prag, recimo nekega ljudskosti ali ponarodelosti. Ampak to je tako kot otrok. Tisti, ki ima največ težav v življenju, tistega imaš najrajši.
tiste, ki so šle te pesmi, so našle neke svoje življenje, neke svoja pristanišča, ampak bodite pošteni do samega sebe, delaj tisto, kar rad delaš, in če lahko živiš od tega, kar rad počneš, ti ni treba nikoli delati. In jaz imam občutek, da nisem nikoli delal, nikoli garal. Če pa sem pa užival v tem, ker delal sem to, kar najraje počnem. Ljudi spraviti v smeh, ljudi spraviti v razmišljanje, ljudem odpreti ena okna, ki jih prej niso imeli, in naj si bodo strešna ali pa ta navadna okna. Ampak dejstvo je, da mi je enkrat rekla neka gospa, prišli smo poslušati Šifrerjeve pesmi, dobili smo pa smeh in pa pouk o duhovnosti. No, tega sem bil pa res vesel. Tako, dragi poslušalci in gledalci Fine podcasta, to je bil čudovit zaključek čudovitega človeka, ki pa je, kot smo slišali, obdan prav tako s čudovitimi ljudmi, in meni se zdi, da je to bistveno tudi zato, da smo lahko srečni. In Andrej, hvala ti, da si delil to celotno zgodbo, v bistvu tudi modrosti, čeprav mogoče rečeš, da niso, so modrosti za vsakega, v bistvu, ki sledi, ki išče svojo pot, ki ne verjame vase ali 100% zaupa, da tisto, kar čuti v srcu, je pravo. Se mi zdi, da si ti ravno danes dal tole potrditev, da preprosto samo delaš tisto, kar res čutiš. In če tudi mogoče to ni nekaj, kar bojo takoj ljudje sprejeli, slej kot prej se mi zdi, da se vrne. Lahko bi rekel, da ne more vsak tega početi. Mislim, morajo biti tudi službe, ne? Mora biti tudi javna uprava, morajo biti zdravniki, morajo biti policaji, morajo biti vojaki. Vsi pač morajo biti, ne more se vsak izmišljati življenje, si ga zdaj je. Ja, čeprav nekateri so srčno policaji in so srčno zdravniki, ne? Se pravi, najti tisto svojo pot, ne? Zgodbo, kot rečeš ti. In uživati v tem, ne? In imeti to rad. Ne? To je to, ker tako, kot sva na začetku rekla, nismo vsi za vse. Nihče ni za vse. Jaz sicer sem za vse, sem ne za vsakim. Evo, dragi poslušalci, s takšnim nasmehom zaključujem Fine podcast in pojdite danes v življenje za tem, v dan za tem, poiščite svojo zgodbo in zaupajte v to, da bojo tudi drugi začutili, da je ta vaša zgodba srčna zgodba, in potem se stvari kar same od sebe začnejo odvijati na lepo. In ne pozabite na lepe stvari opozoriti svoje otroke, kot je rekel Andrej, ne? Tako. Čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.